Grem jaz in Jure tam stojimo in pijemo in pride ena ženska in me tako zgrabla za red. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan! Pozdravljeni nazaj v novi epizodi člani. Like, comment, share, subscribe. Košamona, danes smo taki poletni, meni je spržilo. Čakajte, da vam Nismo taki poletni, Matej je poleten. Spržilo me je! Gremo za Jure, sonce, predstavi, gremo za kdo je sonce. danes z nami tukaj. Danes imamo tukaj Švarcija, influencerja, Dunking Devila in kar je najbolj pomembno, trampolinčkarja. Švarci, kako smo kaj? Kar dober, lep dan, lepi kraji, sem vesel, da sem prišel sem zelo. Tako. Jure, Ma evo nič kaj, danes sem spal cel dan neki, nisem neki bil. danes si ušmekan, kam pol po podcastu? Ne, isto sem bil oblečen včeraj, danes toliko sem bil v autofokus, da sem si kar obleko, ker sem včeraj začel oblečen in... Se pravi, se nisi tuširal. Sem se, ampak obleke imam pa isto, včeraj zvečer, tako da. Ki se me dune zasnemat, bom imel pač isto, kaj si. No, pošteno. Švarci, kaj je bil kaj tvoj teden? Kaj zanimivega se zgodilo? Kaj? Kar zelo naporen teden. Ene par sneman. Prvič sem snemal s Čempom Andrejem. Kaj je bilo? Kdo je to? Zelo super. A kdo je to? Nek tiktoker, tak, hod neki v fitness, pa to. Okay. Tako vzpostavlja sva zaupanje, celo svoj lanac sem mu posodil za en video, tako da... Vzpostavlja sta zaupanje, kako to zgleda. Ne vem, a veš, ne bi vsak mu posodil, a veš. Aha. Ampak on tako deluje cool, pa... Mislim, če mu ne bi te razbil pač. Ne, sem imel lorke zran. Ok. Jako, in ne vem, kakšen nekaj tip? Cool tip? Ja, zanimiv, ful, tak entuzijastičen, pride profi. Mi se moramo pohvaliti, smo bili, dobro, en teden nazaj, smo bili en teden nazaj, bili v nebu, jaz sem bili en teden nazaj. Ja, smo bili spet v nebu. Sorry, vi. Sorry, vi, kao. Letimo visoko, štekaš. Res je bilo slabo, pač. Ja, pač res je bilo tako. Smo šli, pazi to, se zmenimo, jaz in Matej ga kličem, da danes gremo ven proslavitev, ki je bil very fine in to, ne. No, ja. Kaj je to very fine? Da imaš kljukico zraven svega username, imaš tekaš. Meni da je samo Što, Rimanič. na Instagrama, veš, da poka slajdaš bejba. Avtomatsko, ja. Kljukica, to pali. Se veš, da kljukica bi šla direktno ne bi šla v requeste, bi šla v DM-se, no, to je normalno. Rita, ja. Hotel sem povedati to, da smo bili zmenjeni, da gremo kao skupaj ven. In ti, po moje, je bil na WC-ju 1 uro. In smo šli šele ob 11 iz obale. Pač res me je primilo tako kakati. In smo prišli gor o polnoči in ono, kaj je tam, priješ gor o polnoči. Si videl, da je bilo mrtvo, Jure. Predtem ni bilo nič. Če mene prime tako res orang, pač pa gre hiter ven, ne? Ja, ampak pol sem posedil. Jaz ne vem, kaj on dela na WC-ju, pač res kaj delaš To na je WC-ju? čas za me, Jure, okej, pač, sorry, brat. Cel dan sem imel za sabo in lepo sem užival. Sem dal iz sebe in sem... Sem ga čakal tam trobu, klical ga 20krat, razumeš, tip se, ono še počasi gre, veš, ono lepo tako z dvigalčkom počasi dol, hodu res, ono elegantno. Ja. Do Ljubljana. Ful je bilo dobro, kjer sem bil v Ljubljani, sem šel domov, kakal, se stuširal in šel nazaj v Ljubljano. V glavnem, v nebu smo videli Mikiča, je prišel do nas in rekel, da spremlja podcast, tako da Kis Mikič bo uletel tudi na podcast, smo se zmenili. Ja, lahko odpišeš tudi. Jaz sem isto, zanj sem bil prvič v nebu in sem isto srečal Mikiča. In sva bura za pomet celo poslal slike. Nice. Iz neba, ja, ne, ma plaga, ne. Edino, kar ima problem, da ima nekega Androida in ima ful nizko kvaliteto storijo, sem videl, mu treba en iPhone zrihtati. V glavnem, ful je bilo jako v nebu in lepo prosim, jaz sem bil violatan. Pač sorry toliko, ki ženske pravijo, da so one 1%. Grem jaz in Jure tam stojimo in pijemo in pride ena ženska in me tako zgrabla za red. Ne samo, da me je zgrabla, polko šla mimo še tako malo s prstom poriti. Ko sem se obrnil, tako 3 ženske še delajo, kot da ni nič in hodijo naprej. Tako da ženske, nehajte delati Po moje si malo slabo videl, da je bil en tip tam, nek skrit, pa te on mal... Ne vem, zakaj pa tebe se te tako uno... O unih hlačah, veš, kakšno rice me v unih hlačah. Ti božja mater, stari. Tebi se že kdaj to zgodilo? Ne. On je tisti, ki prijema druge. Ja. Ok, evo. Če te prime tako punca v klubu, imaš ti pravico, da primeš nazaj?
Ne, če imaš pravico je udariti, je vprašanje. Ne, če lahko pravico, nekaj ni raz. Ma ne vem, sam varnostnika bi poklical. Kaj? Kaj da te še on? Ja, direktno, ne. Ne, mislim, tako lej. Nimam nič, jaz vzamem to kot kompliment. Jaz pač ni ono, ojoj, primlo me je zarit, ne. Ne, čakaj, to je zdaj sporno, to je sporno malo, ne. Kaj? To je spolno nadlegovanje. Ja, ti pravim, jaz vzamem to kot kompliment. Vsaj pač prime zarit in se obrni in reče, jaz sem te primla zarit. Ne pol tam tako gled v luft, kaj je bilo, kdo je bilo. Ne, jaz mislim, da ni sprejemljivo, da noben ga ne prijema zarit Ja, mislim, brez pač ne prijemati ljudi dovoljenja. zarit. Dobro, brez sam če je dovoljenja. huda, kada se boš pritožval. Ne, to je, viš, to je pa lahko sporno, če zavrneš vloge. Ja, to pa je. Dvojni standardi. Ja. Lepo To pa prosim. absolutno. Ne, ni prav. Jaz mislim, da bi mogel reči, prosim, prenehaj in ne počni več tega. Če je zbežala hitro, je pač primla. Pa ti pravim, fascinantno je bilo to, ki ni bil uni grab, ampak je še malo s prstkom pol tako je primla in še malo... Ja, če izbežala, Jebem pa izgleda ti. ni bilo všeč, kar je začela. Mislim, Ma, kao, po koliko... bem. šel je narediti tako, veš, kot klarinet, ki so tako koščeno narediti. Tako, Moja rit je majhnen, ki je tišina. Ampak prosim, to ni bila prva ženska. Drugi dan smo bili mi na študentu, je bila žurka, tle, pol te peljemo na plažo. In ful je bilo nice, ful folka, vsem hvala, ki ste prišli do nas, da spremljate podcast, hvala vsem za čestitke, za nagrado, hvala vsem, ful vas je bilo lepo z vami pohengat. Ena od Ane kolegice, prav jih bom tle javno, Ana, tvoje kolegice, če gledaš, kolegice, če gledaste, mi se objavimo, pozdravimo in njena roka je šla tako že dol, jaz se jo gledam in kot se obrne, ne grem stran, zdi ona, me poriti, me prime in gre. Pač, fuck you ženske, mona. Meni se to ne dogaja, stari. Ker gre, tako neko zavajanje. Ne, mislim, me prime, jaz se obrnem in kot je korakala, se obrnila, se mi tako nasmijala in pomižiknila. Pač ono, Zgledaš tak, to je sajst. da ne vem, stari, tle me zarito. Mogoče kak kuška, veš, da si tak luška, ne bi te, a ne, samo bi pobožale. In še malo, moram narediti s prskom, da še malo povoha. Ne, ful je bilo lepo na tej žurkici, na študentu. Pravim, ful folk je prišlo do nas. Ful je bilo lušno pohengati vsemi, se spoznati s pač folkom, vi dejansko folki gleda. Je pa bilo tako, eno bom rekel, sem študiral, ful je lepo spoznati vse, ampak prosim, dej, naredite mi uslugo, mi vam naredimo uslugo content, vi uslugo meni. Če govorim s kakšno gospodično, ne staj mi uleteti, Rimanič, kaj si buras, kaj ti, ful jak, bom poklepotal s tabo, ma. Počakaj, prosim, počakaj, ne me kog blokati, počakaj. Ampak, to je bila moja To prva ni v bistvu niti ni kog blokanja. Ni, sej sem vesel. Veš zakaj, ki pol on ti še doma, ali, veš. Ja, ampak veš kaj je, če naredi, kje si Rimanič jako in gre naprej, sorry, sem te polil malo. Ne, nisi veliko. V glavnem, če pa se ustavim za klepetati, to je malo ono, fuck, član, dala, come on, respekt, pač malo se klepetamo. Ampak pol sem jo študiral, jaz sem glup, to lahko bi uporabil sebi uprit in bi rekel, bilo kakšni gospodični, gremo se umakniti malo na stran, ker tle je full folka. Veš, to moraš vedno pogledati na the bright side, ne. Ja, veš kaj, hočem vsem dati uno tako minutko z vsakem poklepetati lepo v miru. In... Veš kaj, moraš razumeti, da ljudje ne srečali človeka, ki je very fine vsak dan. In Fuck you. jaz bi isto bil tako, ker lahko govorim z njim, ne. Mislim, Sej bom z vsemi poklepetal, rade volje, z vsemi vas Ja, malo to je kar res. Ne, pa tudi, ko ker se tudi iz moje strani pogledam, ker srečaš nekega tazga slanga, to... Slanga? Slavanga. Slanga. Ja, ti si slang, primorc. In pa ne, vsak misel, da bi sam tako malo pregovoril z njemu, ne. Samo on pa sreča tok tazga folka in mu je pa kar malo več, po moje. Veš, vsak misel sam na se, pa da sam uno malo spregovori, to govorim pa za une večje zvezdnike, ne. Dej ti malo bolj govori v mikrofon, dej. Dej si ga raz, dej res kot da bi ga rad pušil, dej, ajde. Okay. Se udal. Mislim, prijemati ga že znaš. Dej si ga... Ja, ne veš kaj, pač jaz rade volje klepetam z vsakim minutko, samo pač, če lik z enim klepetam, pač komu ni vljudno do unega klepetam, da zdaj vleti nek drugi. Ja. Ampak je tak big flex, a ni? Ja, je lušno. Tako da z veseljem, kjerkoli me vidite, vi samo vlete. Ti, če ne tako te prepoznajo, Ja, kar, sploh kakšni otroci. Ne, pa tako na žurkah, pa tako kar, veš, ko so taki mladi, pa je tak setting. Pa tako, veš, pa te pa kje prepoznajo, ko sploh ne pričakuješ. A ne, smo bili, ne vem, na Exitu, tako vse
po žurki, vsi odhajali dam, mi gremo vsi bogi, pa pride en tako mem, pa tako pa so, a veš samo, Švarci, oni s TikToka. Ti pa cel bogi tam, kje si. Ampak ne, prepoznajo. Najbolj mi je pa tako uncomfortable, ko vidiš njihove poglede, pa vidiš, da te prepoznajo, pa ne veš, a bi njih pogledal, a bojo kaj rekel, a ignoriraš, ne veš, kaj bi naredil. Me je bila najbolj hecna, ki ena dva sta me tako gledala in pol sem jaz njih pogledal in pol prijesta do mene, smo stavili skupaj, če si ti Rimanič ali nisi, dej povej, če si, sem rekel sem. In en, yes, in oni drugi, pizda. Moram povedati, ne sami iz TikToka Rimaniča prepoznajo iz podcasta, so bila v City Parku in tako v pol ure 2 fenici prišle, full bravo podcast, vse, tako da... A njemu govorijo bravo podcast, ne? Ja. Vsi smo jih šautnili avto, ne dve, se spomnim meni epizodi. Zdaj še malo, kaj je bilo ta teden. Ta teden nam je Radio Capri zrihtal karte, smo šli na koncert. Ste bili na koncertu? Ja, zrihtal moje ekipi karte. Si bil ti del moje ekipi, Jure, nisi fucking bil, boj tiho. V glavnem, moj kolega je našel po tleh za pesnico, za All PS in je rekel, da je Rimanič, na Netflix ti bo uspelo zrihtati se kam uštuliti in po koncertu sem šel do enega varnostnika in sem videl na pogled, da me prepozna in da me ne mara. In jaz sem rekel, kaj tle za Oleksius in je rekel, kaj ti, ja pa čuno, grem tle mimo, ne, dej čaki da prašam šef, kaj ti nek TikToker, a jaz, ba je, da ja, dara, boj tle. In pol prijel uni šef in je rekel, ne, pač ne moraš iti tle mimo in sem pač videl, oni me ne mara, ne bom tle glumu nič. Sem šel na drugi vhod, sem rekel varnostniku, tle, ne za iti mimo. Ja, okej, me je spustil, vzadaj vidi menega člana, ki nam je zrihtal pač ta koncert in on, kaj ti tle, sem rekel, veze. In on, jako, in rekel, kaj čakaš, Magnifica? In rekel, kaj zdaj uleti? Ja, zdaj se prije dol slika, dobro, ajde, dej ga počakam, ajde, dej, že ki sem tle. In uleti dol Magnifico, smo se slikali, ena tam, ki ga je pripeljala, rekla, da smo zmagali v Franciji. Nam je čestitev za filmček, tako da full nice. Se pravi, drugi teden na podcastu. Si ga prašal? Mogoče. Ne, una ženska tam stari, Magnifico je tako, je rekel, čestitke in tako, prav se da proti meni, dej, kaj ste zmagali v Franciji, kaj jako? In jaz, prvo mesto, dej nehaj, prvo, tako se obrne, da klepetaj, dej, Rimanič, dej, ajde, mora iti jaz, dej, si dobil slikco, ajde, in oni Magnifico, dobro, ajde, dej, čestitke, full cool, in dej, Rimanič, vozi, ko češ. Prosto podela me stran ženska, ti bi se hotel zaklepetati. In če bi se zaklepetali, pač bi ga povabil na podcast. Se pravi, modra klukca še ne pomaga. Matej, veš kaj bi rekel, Matej bi rekel, če prije na njegovo novo pesem. Na vroče mi je Magnifico. Vroče mi je. Zdaj vroče. Berem tle v telefonu, imam novce napisane, da kaj ne pozabim reči. Še ena točka, komarji jebte se, kolesarji jebte se. Točno te dve stvari, ki pomislim, kaj mi gre po let najbolj na kurac, so komarji pa kolesarji. Zakaj? In gužva. Ne vem, točno to. Ajde gužva. Sam ne vem, do kolesarjev imam pa tak hejt, stari. Kaj jih vidim, bi jih kar tako gazil po cesti. Samo odpreš vrata. Včeraj, fucking je ena oska cesta, ki gre tako v en tunelček in zraven je ograja in kolesarska. In ženska mi zvizne pred mano na cesto in vozi tako 10 na uro, stari. Zraven je kolesarska, zraven mat. In celo pot sem mi trobu. Pač samo da sem mi smetal. Voste po kolesarski. Drugo... Ma ne voste, pizda, zid ste urit nabija, kaj kdo to hoče. Ja, zgleda kolesarji. Ja, eni hočejo, tako da... Ma sebe je ful dobro kolesariti. Mislim, ne, da je kolesarji. Ampak, ba je, da je ful užitek, ne? Mislim, poznam ljudi, ko kolesarijo. Ja, kad te zid urit nabija, kaj? Ba je, da so drugi vzvodi. Aha. Švarci, ti si vedno tak, imaš neki dripa. Ti si tak poskočen, ne? Če si mehana, veš, moraš biti poskočen. Imaš neki dripa na sebi vedno, ne? Okay, ja, danes se nisem posebej potrudil. Ma dobro, danes se za na plažo, v easy. Tako. Ampak dej flexe naredi hitro en fit check. Kako? A tukaj? Ja, dej na hitro pokaži lih, kaj imaš malo. Ok, sam ne bo se slišal? Ja, pa zato mikrofon malo... Ne vem, neka majca? Neke hlače, pa imam pa take posebne nogavice, ki sem jih dobil od Perota, od kolega za Secret Santa. Nice. Pa imam pa še one of one čevlja, se bo videl. Ne, dvigni gor. Ja. Vidi, tam čez mizo. No, to sem začel malo debato, zato ker jaz pa pridevam poleti. Ja. Kako se podripati poleti? Pač prevroče je.
Pač bilo kam greš, evo, fancy, žurkice in to, biznis, da imaš kakšen dogodek. Sorry, brate, prevroče je za obleko. Pa se lahko se oblečeš na to hlače, preprosto kako jaz. Lega Jureta danes, no? Pač, ko si ti da biti v dolgih, Jure? Pa kite so poletne hlače. To za mene obstaja, poletne hlače. In boš rekel, da ti ni vroče. Bolj mi je vroče gor kot dol. Ne bi bil reči v kratkih. Ja bi bil. Si jih ima čist prešvicane gati, grem staviti. Ne, lahko mi kažeš, da jih pokažem. Pokaži, če imaš prešvico negate, Jure. Nimam, še. Dobro, ima tudi tašne hlače kot to pizda. To so kopalke, to so res kratke. To so kopalke. Rimke, imaš pa na drugi strani, ne, ženske polet je veliko boljše, kako se... Zakaj pa nimaš une spido? Se dajo v oblekco in to je to, ja. Ja, ali pa une crop tope. Bolano. Spidota, dej se ti v spidota. Jaz bi bil spidota, jaz si bom kupil spidota. Ja, si ti imaš une slim gate? Nimam jih več, sem vse strgali, ampak ja, drugače jih imam. Prevelik koraca. Ne. Ne, sej ni to. Veš kaj bilo, jaz sem imel v prvem letniku profesor za športno, je bil dobesedno tako stari nonič. Ne, je bil stari nonič in je imel une slim kopalke, ki smo se hodili kopati, ne. In prvo uro je zagrozil vsem, da te naše hlače, to so zastave, to niso kopalke, drugo uro boljše za vse, da pridemo v teh spidotih. In pač valjda, mi smo bili vsi, ja ne, pač spizdi, ne bomo, 40 šolci se upičkali in so prišli v njih spidotih se kopati. Tako da... Pa se oni spidoti, realno, ne vem, kaj je benefit teh hlač v resnici. Jaz jih imam tudi. Ja, jaz jih imam tudi. En velik benefit žepe imaš, okej. In kaj daš notri? Amen. In kaj daš notri v žepe? Ja. Še to je, realno je ful slabo, ker ko greš v morje, jaz vedno preverim, če imam telefon v žepu. Dobro, pač. Če imaš spidote... Ne moraš imeti. Ja. Vzamaš še pederušo, evo ga. Bi si jih kupil, samo ne vem, neke hude. Spido, ja ne. Ne, ampak mogoče sem enkrat, ko malo smo razmišljali, ko skačemo v vodo, a ne, za skakati, Ja. iz višine so pa spidoti dobri. Vidiš? Tako da, evo, benefit spidotov. Dobro, ulajem tukaj nek mal ta hecen vodič. Švarci, na zdravje. Hvala. Povej, kdo si ti, kaj si ti tle, vsi te poznajo po moje z TikToka. Povej, ko si začel ti ta TikTok, odkje je to, zakaj to? Ok, ja, TikTok smo najprej začeli z Devilsi, tako full zgodi. Shout out. 2019, ja, Didi Squad profil smo naredili januarja 2019, tako eni prvih v Sloveniji po moje. In ja, imamo malo več followerjev, ker ima nič. Povej koliko, dej. Pelo klukco že kar dolg časa. Povej koliko. 2,4 milijona. A to je več kot Slovenija, pizda. Ja. Ok, takrat smo začeli, ampak po svoj profil sem pa naredil tako, malo več kaj en let poznej. Pa sem v začetku začel angleške videe delati. Ne vem, ful sem, večeroma sem sam tujce gledal, pa sem rekel, bom tudi jaz kakšne funny videe delal pa to. Ampak pa sem videl, da je večinoma folka, ki me gleda iz Slovenije, ne, itak, če v Sloveniji objavljaš, malo težko prideti, kakšen video lahko, da gre v tujino. Pa sem pa rekel tako po pol leta, da začnem v slovenščini. Jako. In imel sem pa nov telefon, tako da sem lahko malo jače videe delal. Jako. In evo ga, še zmer sem šupak. Zakaj pa si se odločil, da boš šupak? Ne vem, rojen šupak. Ni odločitev. To je tako, če si gej ali pa bija, ne. Ni to odločitev, ampak to pač, veš, ko si rojen. Tako da, ja. Samo to nekaj reca ne more. Tako da, ko bi kdo reče, ne bom šupak, pač to je, kada bi geju rekel, ne biti gej. To mi je začel nucati. Huda. Torej si že en čas na temu TikToku, a? Ja. Kjer je za reči tvoj najbolj uspešen video? Koliko ima se ogledal, ok? Še kad sem v angleščini delal, je dobil nekaj tako 3 milijone. Damn, nice. Ja, kar nekaj, ker sem tako bil žensko oblečen, pa sem kao, kako ženske zaprejo ti vrata od avta, ne, sem jih najbolj slemal. Pa ne vem, zdaj v zadnjem času, ko sem začel, ne vem, so bili eni, ko sem Janšov ponašal ali nekaj take. On je bil dober, ja. Uno so vsi videli, vsi so mi to rekli. Pa ne vem, zdaj v zadnjem času pa enega, ko sva z Jakatom Juvanom posneli. Oni sklece. Ne, sklece. Ne, neki, ki me on, neki mu jaz rečem, kao uno. Če kaj to je uno, ki ima nek z eno nogo, kaj je že zdaj? Oni mikeni. Ne, malo manjši je. Samo manjši je, ni nič drugega. Ne, full car drugače. Ne, sem da... Ja. Ampak buljajo ga eni v komentarjih, pa mu pravijo, da je vesolc, tako zelo nesramno. Ni. Jaka je cool. Ja, ma ni več ga neki, ne? Zdaj. Ne, še zmer dela. Samo jaz ga nisem videl več nič. Tako. Ja, možno. Nis ga videl, ker je mehan. Ne, se ne. Šala.
Nice. Samo to je zgolj ljubezen. Kakšen je bil tako najljubši kolabič, s kom si kaj tako naredil, kakšen TikTok? Po mojem najljubši je bil, ko smo z Nipketom pa Gojko tam Majkolo. Ja, on je bil dobro. Gojko mi je res car. Ti mi je bil full cool. Pa s Picijem smo tudi en full cool video naredila. Ja, tako nisem še naredil veliko kolabov. V prihodnosti planiram enega z Rimaničem. Danes po skonču tega snemanja. Kaj je, vrtnice srdeče? Točno tako. Dosti si let, pravim, dosti folka si videl, bila kakšna dramica, kaj toliko časa, ki si? Ja, ne, se tudi zgodi, da koga užališ v mesa, ne? Ne, samo eno je tle, zdaj dejansko lahko ločimo ta TikTok na eno cringe sceno in na eno normalno sceno, samo neki še tle. Ampak se mi zdi, da se zdaj že predstavlja, da je ta normalna scena in samo še 10-20% je v ne cringe scene. Ne, čak, zdaj poslušaj. Ne, tebe algoritem te pozna. Iz cringe scene me odmika ven. Ti ne kaže cringe scene. Veš kaj, zdaj jaz sem se pokvarjal z Juretom, smo naredili tier list, imaš elito, imaš dobre tiktokerje. Kaj oni, ki so naredili pisati analitiko? Čaki. Ja. V glavnem, imaš elito, dobre tiktokerje, boomerje in imaš tako kekce, rečem, jaz prijazen izraz, pač tako, to ste cringe, pač to ste kekci. In pač kekci so, vsi vemo, kjer so, ne bomo poimensko. Boomeri so na cukar pekarica in oni tati, mamice. Tudi neki mamba, neki. Ja, mamba, to so vsi tle, to so te. Dobri tiktokeri so pol tipo Mindless, Lucija, Juško, Pavličevič je na vrhu tega, na vrhu dobrih tiktokerjev. Kdo je še? Ana Kotnik, oni so dobri tiktokerji. Elita, jaz, ti, Kuksala, Kladnik in Glizi. Ok, ja, se strinjam. Evo, in Đelo je tudi na dobrih, ampak zdaj pač Pavličevič ga je prevzel. Člani podcast je tudi v eliti. Ja, ne, člani podcast je zaenkrat še dober. Člani podcast je v eliti med podcasti. Ne, sploh ni konkurence s podcasti. Kakšen se zdaj zdi mnenje tega liste? Ne, zelo dober, ampak mi dva mogoče malo drugače gledava kot ostali. Tako da če kdo užaljen, pač boste užaljeni okoli nas. Povejte, omenite nas na vašem liveu naslednjem. Ja, dajte nas kurcati. Tako da, ne, pač so dobri, ki niso slabi. Pač mi smo imeli bangerje viralne, kot še nikoli do zdaj. Zato smo pač, elita. In pač, ne vem, Glizi gazi sceno, ti gazi sceno, jaz gazim Kladnik in Kusala. Dobro, Kusala je malo se upokojil. Kusala. On se malo upokojil. On je že star, bo šel med boomerje. Že dela switch. In Kladnik pač vedno fura svojo sceno, tako jahko. Jaz sem zdaj lepo rekel, ker sem se tabo menil, s kom sem se menil, jaz sem se zdaj uradno klejmal naziv na naši slovenski sceni upokojeni kralj. Zato, ker pač sem edini verifijen 3 videe čez milijon ogledal in Glizi je moj princ, ki vodi zdaj sceno in pol imaš tebe, Kladnika, ki tako najjači iz strani prihajaste in gaziste. Zdaj bom jaz naredil TikTok. Ajde, pridi. Te čakamo na vrhu, Jure. Ja, čakaj, ne, stop, ne boš se zmuznil, Mona. Ne boš se zmuznil. Drama. Ja, se to sem ti jaz. Drama. S kom si imel kaj drame? Ok, ja, ne, ker sem delal TikToke, ja, sem tudi koga užalil, ne, pa tako. Ampak sem probal se ne norčevati. Ampak namensko si ga užalil. Ja, pač norčeval sem se, nisem vedel, če bo užaljena, ne. Ja, med njimi tudi, ne vem, po moje poznate Katrija, enkrat. Kdo? Ria. Katrija, sem zgledal Katrija. Đelo, od kolegica, od Đela ta. Ja, BF. Ona je tudi že full dolg na sceni, pa ne vem, ima tako kar community, nek svoje fanice pa to. Ampak ja, sem nekako videl nakazu, da mi niso všeč njeni videi ali neki. Kako diplomatsko to razlagaš, ko mi je všeč. Ja, ne. Ne, se sem jo razumel. Jaz sem umaknil video, ki je bila res jezna. Mi malo zagrozila. Čim ti je zagrozila? Ampak nisem bil prvi tak, tako da... Kaj se je zgodilo? Kaj ti je tako jeznega rekla, da si rekel? Ja, da bojo, ne vem, posledice, da me bo prijavila, tožila, nekaj takega. Da, evo, ekskluziva. Ja, mogoče bi naj bilo več klet, tako da... Fak stari. Ok, pač, si misliš, da greš toliko, da si butthurt, da rečeš ne, fucking tožu te bom, če ne umakneš video. Pa dobro, da ne bo zdaj nas. Evo ga, člani getting cancelled. Ne, si misliš, da te pol Đelo naredil kebab. Zdaj veš, če se je uno meso njegovo. Vsi hejteri odrije.
Masovna 2 biznis. Juvka s polnenimi hejterji. Ne vem, šlo, a pa ste malo Švarci, malo Ribarič, pol Švarci. Mešam ga. Razkrili smo jih. Razkrili. Zivnotsko, Dželo, ne, fuck. V glavnem, Rija Kekec, gremo naprej. Jure je rekel, da trampolinčkaraš. Kega trampolinčkariraš? Kdaj si gotovo, da hočeš skakati? Že v osnovni šoli. Ja, že v osnovni šoli smo To te imeli... kakšen kolega navdušil? Ne, moja osnovna šola je bila... Kakšen profesor? Tvoja mami. Ne. Torej, rad skačeš. Ja, ne, v osnovni šoli smo imeli akrobatsko skupino, kjer smo pač s trampolini zabijali na koš. Tako bili smo enih od 2 takih šol, ki so to imeli v Sloveniji. In mi je pač bilo ful jako, ful sem to rad delal. In pa, ko sem šel v srednjo šolo, sem videl, da lahko greš k Dunking Devilsom. In sem se pač pridružil. Koliko let si pri njih? 6,5. Ne, a je res? Pri 15. Ja, 6. A 21 si ti, koliko si? Ja, zdaj bom 22. Okay. 2000 mona. Mladiči. Yes, sir. Zarečete po celem svetu, potujete, vi ste mi devilsi. Ja. Kje je bilo neki najjače? Zdaj sem bil v zadnjem času velikrat v Ameriki. Tako da tam je bilo hudo. Lepo. Dallas na NBA-ju. Si bil z Dončićem? Ja. Kakšen je A bi ga na podcastu? Ne, Ja, dej. Se ne bomo branili. Kakšen je Dončić? Tak, visok, močan. Postaven? Ne, kul je, ampak ne vem, ful je zaseden. Vse glih prej, ko sem govoril, tej fani pa to. Mi po tekmi smo se pač tam slikali z njemu, podpisal mi je dres. Ja, pač mogu piči. To. Podpisal mi je dres in pa mi je vzel pokrovček od flomastra. Dončić. Ja, Kaj ti misliš, ker si zdaj v NBA-ju, da se krade pokrovčke? In pa tako jaz lafam z njim, Luka, boš ti pokrovček. Ti ga je vrnil, ni, ne? Je vrnil. Good boy. Mislim, respekt, več ni bili, ne bomo težil. Ne, član je šel, vrni mi fucking pokrovček, mona. Nice. Kakšno tako crazy story iz teh vaših tripov? Kar velikih je. Ajde, ene, dve, dej. Ne res dotične, spero tam pa lorke tam. Okay. Moje 2 buraza smo marsikaj doživeli. Šarout pelorojke v občinstvu. Je. Tako, mi smo že tako dosti mladi začela, veš, potvati pa to. In po, ne vem, tako smo bili stari, jaz sem glih takrat 17 praznoval in smo šli v Gruzijo. Mi, se pravi 5 mulcev, pa en starejši, smo šli v Gruzijo nastopati, kaj je nek junior NBA, nek turnir za male. Pa to, in ne vem, to je bilo tako, se pravi zdaj, ko gremo ven, nastopamo, mogoče pa kakšen pirček. Takrat mi gremo v štacuno, kupimo boce Sprite, pa neke bombone in to in mi tam po nastopu v hotelu igramo tarok, pa pijemo Sprite. Jako, living the dream, mona. Kaj ste snifali, mehurčke? Ja. Ne, v bistvu smo Sprite kupili, da smo pa bong naredili. V Los Angelesu je bilo ful zanimivo. Ko smo ta velik trampolin tam pred eno bajto postavili in po te influencerji iz LA-ja, to so pa daj povej, koga ste spoznali. Tako, bolj so bili te iz akrobatske scene, ne? Tako da unih par ljudi, ki to pozna, sta bila Paša pa Dom Tomato, te 2 starejši carja. Pa so pa te LA influencerji, en TikToker je bil, mogoče ga kdo pozna, Markel Washington. Kdo so te? Kje je to neki random name generator? Ja, ne, on je pa cimer od Noah Becka, ki je pa fant od kaj, te Dixie D'Amelio. No in ta Markel, to so taki liki, ne, tam v LA-ju, da malo izstopaš, moraš biti pa kar malo. So puni, a? Ja, po moje kar so, čeprav težko veš, kdo ima tako res znara, ne, ker tam lahko imaš tudi veliko followerjev, pa nimaš znarja, ne. Ampak so tako res out there, tudi geji, tam so dosti drugačni, kot geji kle. Tipo? Ne vem, toliko se ven mečejo, skozi šekajo guzico. Ti je bilo všeč? Ne, ampak ful hudo se z njimi zabavati, ker jim res lahko rečeš kar kola, ne. Če bi ti to kakšnemu slovenskemu hleb bi pač bil so ful tako easy, niso zadrženi. Ja. Nice. Tipo tim je cool gej. Ja, to, še Stevota smo srečali v LA-ju. Nas Buras, smo z njim snemali
smo enega našega dali v kostumu od zajčka. Banko, ne? Ja, glih velika noč je bila in smo dali enega v kostumu od zajčka in ga je Stevo pač z paintball puško strelil. Ampak res, on je pa res lik od Jackassa, če ga kdo ne pozna. Po moje, da on v lifeu že tok čest, njegov glas je res tak. Vidimo, to je čas, da te Stevo vpuca s paintballom. Ja, daj povej, koga slanga si ti v Kanesu srečo. Nobenega. Si dal pul? Pul, ja. Kakšne so pa žene tam, kaj so une sponzoru še? Da so sponzoru še. Veš, ko so fucking hude. Ja, vem. Sponzoru še so ponovadi hude. Ja, točno to. To je glavo na tribunu. Ampak legit si videl tako ženske 25 z 60-letniki, tako non-stop mimo. 60-letniki. Kaj bi ti pa mogel imeti tam 10-letnice po tem standardu? Niti niso še rojene po tem standardu. Ful so bile lepe ženske. Pač, una najgrša ženska je bila še vedno tako 9. Jure, fucking lepe. Ja, ne vem, jaz sem hotel tudi pogledati ta kan, samo ni bilo kreditacije, nismo mogli iti. Veš, pravim, jaz zrihta celi ekipi, in koncert, in tu kan, in ta se štuli zraven kot +1. Jaz sem tvoja boljša polovica. Sej štekam, tudi jaz imam kolege, kad čim nekam ne povabiš, so že užali. Čeprav bi verjetno rekel, da ne bojo šli, oni sam hočejo biti povabljeni, pa da rečejo ne. Veš, ki sem mu kupil knjigo, jo še vedno ima tle na mizi. Kje, ajde pokaži mi jo. Ali ki jo celo vzel s sabo. Zdaj je v avtu. Pred podcastom jo je na skrivaj nesel. Ga kličem, štekaš, ga kličem za dan najboljšega prijatelja, ki si najboljši burazmona, kaj ti, ne vem, čestitke. No, z mano tako, ne veš, me pljuva preko vse. Vse to. Hvala. Hvala, Jure. Jebte se. Veš, ko me je udaril? Kako lahko tak papak? Ne, tebe se smilo, tebe Jure, Ok, prvič danes sem se namazal z marmelado. Sem iz eno kolekcijo na plaži in mi je dala marmelado. In jaz sem mislil, ne vem, to je tako nek protektor, da se znebiš tega, da te peče in da nisi rdeč. Jaz sem pač še vedno rdeč. Ono je fora, da še bolj te. Ja, jaz mislim, da pač ono je fora, da še čebele pridejo nose. Veš, ko to lepo diši. Kakšni so kaj tvoji plani za naprej, mislim zdaj? Ja. Po vsem teh stvareh. Tako malo v sebi, da te folk spoznajo. Ja, v prostem času malo študiram. Kaj pa? To gre ekonomijo. Maja. Blani. Jaz sem tudi študiral ekonomijo. Ja. Dobro, sej pol. Ne čujem, da imaš lahko 6 poslov zraven. Ja, hvala. Tako, ja, ampak TikTok je zdaj kar main thing. Z Rimketom najjača sodelavca. To, da ja, delamo ful za razne brende, furamo TikToke, projekte, probamo, da ni cringe. Tako da delamo. Ampak ja, no, sej, ampak ja. Probamo. Ja, podarek probamo. Tako da ja, TikTok, pa ne vem, oglaševanje, filmi, kaj tazga mogoče. Kje se vidiš? Akrobacije. Čez 10 let, kje se vidiš, kaj kje ide? Ne vem, mogoče v Hollywoodu z Oskarjem. Rimketa bom prehitil, tako da na prvi Slovenc z Oskarjem. Srečno, tako rekel, srečno. Easy money. Srečno. Čakaj, zakaj si to, kaj je tvoj primek? Švarcman. Švarcman, a zato si Švarci? Ja. Kje so tvoje korenine? Iz Avstrije, ampak tako, full mal. Tako da splet nekih okoliščin, pradedi bil iz Avstrije, on prišel v Slovenijo, drugačen Slovenc. Tako da, primek je vstopam, ampak izstopam. Kaj pa recimo, ok, poleg faksa in teh Dunkin Devilsov, kaj delaš kaj drugega? Kaj imaš kakšne hobije? Ja, imam hobi, rad igram basket, gledam NBA. Aha, si full v košarki? Ja, a ne zgledam. Včasih sem zelo rad lovil ribe. Res, ribič. Jaz sem tudi lovil zdaj med covidom. A res? Ja. A je bilo kaj uspeha? Ja, full sem ulovil teh sip. Sip, ok, to je najlažji, unika ne veste. Kaj je najlažje? Sploh ni lahko. Sipe je najlažji loviti od vseh, tako 5-10 lahko enemu večeru ujame. Veš kaj je bilo ful smešno? Kupil sem ono ribico za 11 €, 15 € in sem a se je svetla? Ma vse ono je bila tipo Bentley od ribic. Ja, vada. Imela tipo ono neki plavale gor dole, veš ono, najjača ribica, ono, a ulovil sem 2 sipe in se mi je strgala, razumeš?
Ampak ga zapneš v skalo, Ja, pa nimaš one kaj, špice nimaš in kaj. pol pa. Pač ne splača se. Ja. Uh, In pa itak ne pojevnih sip. Ja, dobro, jaz sem bilo vedno res ful veliko, tipo 800 gramov mera. Zgleda je kot dinozaver, pizda. Ja, drugače so take grde, čudne, Ja. pa kar barvo spremenijo, tako iz bele. No, fora je bilo v tem, jaz sem jo v lovu in jo pripeljem tam do, veš, ki je bila palca, je bilo ono težko, 700 gramov, Ja. razumeš, sipa, komadina, ne. Jo pripeljem do Prej si rekel 800, brat. 700, No. dobro, veš, ko je to pri ribičih, pizda. dobil si ga. Dobro, 750. In jo pripeljem tam do unih, veš, da splezat ven z vode in se mi odkači. In jaz tako notri z roko v vodo in se jim vrgo ven. In ona, skoraj je zbežala. A kaj je špricala uno? Ja, veš, ko je ona imela, kot da bi bil jet, je špricala ven, razumeš, ki je bilo, po je imela 5 konjev, sigurno. Tak vpliven, postaven fant, kako je gospodične. Ali pa gospodiči. Ali pa gospodiči, ja. gospodiči. Ja, ne vem, ni bad, ni se zaprtožvat, ampak Imaš punco? tukaj Rimke uživam v samskem stanu. Tako, to je lepo. Kakšna, ne vem, tašna huda tiktokerca, ki je na tvojem vidiku, ta naš podcast ima velik reč, pa mogoče bi rekla, olej, se mu všeč, ti bo Drugač pisala. ne, tako da bi bile neke take večje tiktokerce, ki bi mi bila tako ful zanimiva ali pa ne. Ampak pa vidim pa tako na For You page-u, kakšno tako lušno pa pofollovam. Kaj pomeni, če dobi follow, pomeni, da ima opcijo, da ima Ne možnost. vem, mislim, da followam tako 1000 folka, tako da... Ja, dobro, se jih ima, 1000 verjetnih ima možnost. Ja, rib je v morju velika, ne. Amen. Ma ne, ampak ni toliko, ne, Slovenija ni, ne. Ne, spet Ni. ni tok. Ni. Še da je zabavna in lepa. O, si predstavljaš, da bila še smešna. Še suhaš. Jure! O, majke mi te bom udaril. Si me že peš. Stari moj. Septembra, 3. 4. septembra delamo v Tivoliju en res jak show. Tako da Si čekirat? počekirite. Povej točno kaj. Dunking Devils Live, tako ura pa pol. Imaš kakšen no show. link? Ja, bo link. Lahko damo link. Pošli link, da Damo damo link. link. Kaj imate affiliate? Ja, sam bom dal, da jaz dobim procente. Ne, daj povej, kaj je to. Ja, pač, imeli smo že Skakali bomo. 2019. Ja, tako da, če imate radi kobilce, skakače, karkoli, prite. Ne, pač to bo ful bo enih gostov, tudi iz tujine, pač tako se že najjači kaj ve? akrobati. Ko lahko kaj pošeraste. Ja, vse se da No, daj pošerati. povej. Dala na Ne vem, če hajpaj. jaz ne vem, sta. Dej, bom naredil na reklamo. Ja, bomo skakali v Tivoliju. Pa pridite gledati, kako skakamo. Pridite. Bojo gosti iz tujine. Pizda, tebe so dali tle za promo, jebe. Ne, dej bomo dali baciti link, si čekirat. Ja, jako. Moji člani, tako da pejte vsi. Kaj, lahko naredimo Supporto. kakšen giveaway? Pol. Ajde, daj rečemo, da podarimo 2 karti. No, Ne, se To da. bo šlo iz mojega žepa. Ajde, 2 karti podarimo. evo. V glavnem giveaway, 2 karte, kar morate narediti, pofollowati njihov profil, naš profil in se ga vidimo pol na... In tega je 2 kolega. In tega je Tega je dva dve kolega. kolegice. Da lahko Rimanič točno pol to. preverja. Tegi najlepše kolegice, kaj imaš. V glavnem, kot smo rekli, v vsaki epizodi imamo vprašanja, da nas vprašate. In zdaj smo tle vprašali na Instagramu vprašanje, da nas vprašaste. Mnenje o maturi. Švarci, mnenje o maturi. A če je kul, da je matura... Ne vem, mnenje o maturi, Matej K25 vpraša mnenje o maturi. Ne vem, se mi zdi, da je kul, da je matura, da imajo Kaj res? neko preizkušnjo, ja. Kje šupak? Res uno, kot je rekel prej, rojen šupak mu, ne? Kako boš drugače določil, kdo gre kam? Naj se naredi neki izbor selekcije. Pa naj faksi zbirajo. To je samo stres, je to, stari moj. Ma, meni bil. Nisi rekel, da si neki full kakao, man, kaj ti ne veš? Ja, to pa je. Ampak to se mi tudi pred nastopi zmer zgodi. Tako, pred nastopom ali pa pred maturo. Ja, ko skačeš, ne? Ja, Ti ja. dosti- Preda greš pred nastopom, me res zmer pritisne na WC in isto je bilo pred maturo, tako da... Trema. Ja, ne vem, če trema, ker nimam treme na nastopih. Ampak samo uno telo začuti, da bo neka preizkušnja in požene. to. In pa sem bil tam v šoli, a ne, sem mogel najti nek WC, vse veste, kako je kakati v šoli. Ti si, fuck, jaz sem menil, što, fuck, ok, mi je malo sram priznat. V glavnem sem menil štorijo, malo me je sram priznat v 2. razredu, pri pouku sem tako malo bolj močno prdno in lih malček mi je ušlo in grem jaz hitro na WC in vidim,
Fak, malček je bilo liharjavo, ni da so se usral, tako malček je pokukal ven in pač se je dotaknil gat. Fak, kaj zdaj, ne bom bil tle z usranimi gatami. Kličem jaz mamo, mama dela. Fak, kličem... V drugem razredu si klical mamo. Ja. Ne, ali tretji razred, ne vem. Imel si že telefon. Pa to je, če to tipe staro Ne, runo. Zato si zdaj tak. V tretjem razredu mogoče. Ja. Fak, neki... To si mi dobil, zato ker jaz sem dobil v tretjem telefon, samo ne vem, kako sem ga poklical, mogoče je bilo v tretjem. Dobro, čakaj, stop. Kje ste Falko, no jaz sem se pokakal v hlače. Člani, ne, kličem jaz domov. Vrtnice so rdeče, mene driska peče. Mene rito driske peče, švarci, Okay, prosim, okay. sam se moram tle. Glavno ne, kličem mamo, ni bilo doma, kličem tata, ni bilo doma in pol se spomnim, sem klical nonota, dej nono, ki greš tako v mojo sobo, le bi predal spodaj so negate, mi je pripeljal član nono, je negate in mokre robčke. In sem se jaz lepo porihtal, 1 uro mi ni bilo iz WC-ja, sem prišel zdaj, kje si bil ti Rimanič? V smeti, tam v smeti sem fuknul. Smeli en full sketchy WC, tipo, prvi, drugi, tretji razred ima WC tako v kleti, četrti ga imajo tako na normalnem levelu. In pač ja, ful me je bilo strah iti na uni WC, ampak ja, pol... In to pravim, še ta WC je bil nekje v kleti in jaz sem mojemu nonotu mogel razlagati in upati, da bo najdel ta WC in je najdel in me porihtal. Še nekono starejši gospod po otroških WC-jih. Ja. Prosim, ne despekte mojega nonota, mojega nonota fucking legenda, Jure. Če ne, matura, Jure, mnenje. Matura, Jure, mnenje, da matura je v redu. To je po mojem, zakaj? Pač ja, je pain in the ass, ampak je cel life pain in the ass. Tako da. Tako. Evo, 2 proti 1 Rimke. Dobro, sorry. Imate kakšne prigode iz mature? Gremo na naslednje vprašanje. Evo, ni naslednjega. Kaj ne ni? Sem videl, da je prišlo. Dobro, čakaj, jaz da povem nekaj iz matura, evo lik. Mene je okradla učiteljica od angleščine za maturo, mogu pisati 5, dala mi je 4, na podelitvi sem mi dal roko, nisem mi pogledal v faco. Kako to, če matura ne ocenjuje tvoj učitelj? Ja, uni del vprašanja, ja. Okay, Ja, to pa in res. uno mi je zbila toliko, da je cela matura... Oralni del. Da bo 4. Oralni del, ja, mi ni šel. Nič sem mi dal roko, nisem gledal oči in sem rekel, učiteljica, ukradli ste me, veste vi, vezm jaz, to je zadnja stvar, ko sem Še malo nepravilno slovensko je rekel, še to verjetno, pa rekla Sigurno. jamate. Spomnim najbolj hecno je bilo smilinga profesor, ki sem rekel, okay, profesor, pač povej nam od elektro, mojega strokovnega projekta, kolikrat ste nas videli, da smo plonkali, pač fiks ste nas videli in pustili. Je rekel, videl sem vas, tipo, večinokrat sem vas videl, kdo plonka. Je rekel, Rimanič, tebe nisem mogel poruntati. Vem, da fiks neki si plonkal, neki si imel s tvojimi robčki. Jaz sem si vedno brisal nos. Pač po zimi sem vedno bil prehlajen, ampak tudi če ne, sem si vedno brisal nos. In je rekel, vem, da neki je bilo s temi robčki, pizda te nisem mogel pogledati. Kaj je bilo s temi robčki? Sem rekel, no, profesor, zdaj, ki se ne vidimo nikoli več v life, vam bom povedal. Jaz sem imel listek tukaj na roki, pišem in pogledam. In ko sem jaz odrabil listek, sem vzel robček in pač brisal nos, ne, in v tem sem jaz to zmečkal in fuknul lepo v torbo, da pač me ne morete dobiti in me ne vidite. Ali pa bilo kje sem ga imel v žepu ali kje, če sem mogel zamenjati, drugi listek spet, sem si brisal nos, da je šlo iz žepa v žep. In tip ni mogel, res samo tako me je gledal. In to je bilo, zato si ti brisal nos. In je rekel, vsi se spomnim, dejansko enkrat me ustavil in je rekel, ne, Rimanič, pač, kaj je po testu, kaj je fora s temi robči, kaj tle imaš plonce, ali kaj. In jaz sem ga tako napadil, začel gledam, pizda, kaj si ne smel človek brisati, no, so fucking preklajen, se kaj mi ne verjameš, odprem torbo in ležit sem imel tako 10 paketkov notri. In pol je rekel, fuck, dejansko si preklajen. Ja, okej, tako, pusti mi. In rekel, okej, sorry. In pol me ni pač več tikal glede tega in tako sem jaz preplonkal. Evo, easy way in life, sam moraš biti offended. Dobesedno, ja. In pol se vsi počutijo tako, ne, sorry, nisem tako, to nič slabega. Naslednje vprašanje, Jure, kakšno vprašanje? Tako da to so, Ja, kaj magične besede, niso prosim, ampak Kaj je- užaljen sem, tako dobiš vse. kaj je tvoje mnenje o Neuralinku? A to je ono od Ilona Muska, da daš v možgane. To je vprašala Jerca Selak. Ne vem, če vemo temu dosti, da bi lahko dal res neko dobro mnenje. Ne, kdo je to vprašal, pardon? Jure, moraš povedati ime. Ne, se je bila Jerca Selak. Ne, kakšna se vam zdi priredba? To je vprašala Jerca Selak. Res si te zmislim vprašanje in ti mi te uničuješ, pizda, ona sta. Kako sem glup. Jaz mislim, da ti si play along. Na kakšen amaterski podcast sem to vprašal. V glavni, kaj še se ti zdi mnenje o Neuralinku? Ok, ja, ne vemo temu dosti, da bi govoril kaj. Zakaj ne veš? Mogoče bi...
Mogoče bi sprobal, ne vem pa, kako bo to vplivalo na življenje v prihodnosti, a bo vse samo še digitalno, pa ne bo nekih pristnih človeških izkušenj. Ti bi si ga dal? Ja, če si ga ne boš dal, boš zadaj. Jaz tudi bi si ga dal. No, zdaj pa dejansko je vprašal Jerca, sela, kakšna se vam zdi priredba? Kaj dejansko boš dal to v podcast? Ok, Jerca, dobra priredba. Kul priredba, Jerca. To je lahko za intro, a nima za intro Hvala. komade. Evo ga, imamo mojega. Jaz nisem glasbenik, tako da. Gledam Jerca, dobra priredba. In še zadnje vprašanje, Maja Rusnjak. Bi se kjer od vas prijavil na Exatlon? Ne, hvala. Jaz sem drugačen. Jaz Mal sem pomislil, že za Res? prejšnjo sezono, bila sta tudi dva od Devilsov. Ok. Shout out Marko in Pina. Marko Mrga. Ja, tako da za Exatlon moraš biti kar pripravljen. Saj Marko je skozi hodil v fitness. Se pravičujem. Dej, mutavc. V glavnem, ja, moraš biti spreman, ampak meni se zdi, da ne bi bil toliko slab. Ampak ne, gledam toliko stvari, tako da šel bi, če bi res dober plačal. Kaj plača, ok? Ja, mislim, da je, ne vem, nagrada ni toliko šloh, ampak mislim, da je tako neki plača, ne bi vedel točno. Jure, še kakšno vprašanje? Ne, nimam več vprašanj. Ne, Švarci, ful, hvala, da si prišel danes. Čakaj, še NFT moramo šautati. Hvala, da ste prišli, adijo. Imamo NFT, kaj je že uradno? Ja, je uradno, ja. Imamo Freedom Seagulls NFTs. Freedomseagulls.com, vsi čekirati, 20% gre v reševanje obalnega... Ne, več. 25. V glavnem, dosti procentov gre v reševanje obalnega pasa. Smo z obale, smo rekli, moramo narediti nekaj dobrega. Vsi čekirati, galebe sem jaz dizajniral, narisal, 5000 jih imamo, hitro nabaviti. Metaverse, vse živo bomo delali. Ja, velik projekti, čeknite freedomseagulls.com, Švarci, že enkrat hvala, Joinajte nas na Discord in followajte Twitter. Hvala Švarci, ker si prišel, prosim. Hvala Švarci, ker si prišel. Odlično je bilo, no. Upamo, da si se lepo sprostil, imel lepo tako malo easy, sej to je tako chill. Hvala še enkrat, upam, da si imel lepo Juraške dal za na konec. Ja, vsi subscribajte, lajkajte, like, comment, šerajte. subscribe, čeknite link do live septembra. Čekajte link do našega projekta za Freedom Seagulls. Tako, če kdo hoče spoznati The Devils in vas videti v živo, 17. so v Kopru. Ste v Kopru. Ja, to je Tako tudi res. Člani uletijo na obalo. Like, comment, subscribe, Jure. 17. in 18. pravi občinstvo. Tako da 17. in 18. ulete na obalo, če boste kaj... Obala. Ej, pusti drila pri miru. V glavnem, čau.